Dragi gostje, dobrodošli na poletju črnogorske kulture v Kranju. Dajmo in tak spontan aplavz navdušenja ob takem pomembnem in lepem dogodku. Posebej nas veseli, da lahko med nami pozdravimo župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, ter častnega konzula Črne Gore Vojislava Kovača in poslanko ter nekdanjo ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Iskreno dobrodošlico izrekamo tudi vsem drugim uglednim gostom, predstavnikom kulturnih ustanov, diplomatskega zbora, umetnikom, ustvarjalcem in prijateljem kulture, ki ste s svojo navzočnostjo počastili današnji dogodek. Voda je tista, ki nocoj neopazno povezuje vse razstave. Voda je morje, ki obliva črnogorsko obalo. Voda je reka, ki oblikuje pokrajino. Je motiv umetnika, je spomin na dom in je vez med ljudmi, ki ostane tudi, ko jih življenje odnese daleč od krajev, kjer so se rodili. Naše potovanje se zato začne tam, kjer se stikata človek in morje. Razstava Gospodarji globin Prirodoslovnega muzeja Črne Gore nas popelje v skrivnostni svet morskih psov in skatov Jadranskega morja. Živali, ki pogosto vzbujajo strah, so v resnici nepogrešljivi varuhi morskega ravnovesja. In razstava razkriva njihovo izjemno pestrost, njihovo vlogo v ekosistemu in hkrati opozarja, da so mnoge vrste danes vse bolj ogrožene. Voda pa ni le naravni pojav. Voda je tudi navdih, kar dokazuje likovni cikel Voda profesorja umetnosti Skenderja Bajrovića. Na njegovih slikah voda Na slikah profesorja umetnosti Skenderja Bajrovića voda ni zgolj motiv, ampak je simbol življenja, časa, spomina in identitete. Skozi umetniški pogled razkriva tudi svojo osebno povezanost z rodnim Gosinjem ter podobnosti, ki jih je našel med črnogorsko in slovensko pokrajino. Njegova dela nas vabijo, da v vodi prepoznamo nekaj, kar presega njeno fizično podobo, in to je njena moč povezovanja. Ko govorimo o povezovanju, pa ne moremo mimo ljudi. Že več kot 3 desetletja Društvo rojakov iz Plava in Gosinja Izvor v Kranju ohranja jezik, običaje, pesem in kulturno dediščino svojih krajev. Njihova razstava pripoveduje zgodbo o koreninah in o pripadnosti. Je dokaz, da domovina ni vedno le kraj na zemljevidu, ampak tudi spomin, tudi kultura in skupnost ljudi. In če smo nocoj začeli ob morju, bomo naše potovanje zaključili med gorami. Fotografije Edina Jadajića nas popeljajo v Prokletje, eno najbolj mogočnih in neukročenih gorskih območij Balkana. Njegovi posnetki niso zgolj dokument narave, temveč poklon pokrajini, kjer voda in kamen že tisočletja oblikujejo enega najlepših obrazov Črne Gore. Ja, veliko zanimivega nas danes čaka. K pozdravnim besedam pa najprej vabim gostiteljico, direktorico Gorenjskega muzeja Jano Babšek. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni. Med nami še posebej lepo pozdravljam tudi jaz, župana Matjaža Rakovca, častnega konzula Črne Gore Vojislava Kovača, odpravnico poslov Sanjo Radulović, direktorja občinske uprave Bojana Veselinovića, kolegico, direktorico dr. Natalijo Čadženović in vse kolege iz Prirodoslovnega muzeja v Črni Gori, umetnika in nepogrešljivega sodelavca pri tem projektu gospoda Skenderja Bajrovića ter likovnega kritika Marija Bedriča Kodelo. Vse članice in člana društva Izvor, vse plesalce in mentorje folklornih skupin Izvor in Sava in njihove mentorje, ter vse nastopajoče in prav vse, ki ste se danes zbrali in ste tu z nami. Muzej smo ustanovljeni zato, da varujemo dediščino, vendar že dolgo časa delujemo mnogo širše. V ospredju so naši obiskovalci, smo odprti prostori povezovanja, vključevanja,
učenja, kreativnosti, druženja, spodbujamo demokratične vrednote, razvoj lokalne skupnosti, zeleni razvoj. Imamo svojo mednarodno organizacijo in mrežo ICOM, ki vsako leto izpostavi eno krovno temo, po kateri se ravnamo vsi muzeji širom sveta. In letošnja tema je Muzeji povezujemo razdeljeni svet. Naš projekt Poletje črnogorske kulture v Kranju je lep primer povezovanja. Razstava o življenju v globinah morja je prišla v Kranj zaradi strokovnega povezovanja. Na konferencah se namreč srečujemo s kolegi in spoznavamo dobre prakse. Odlično zasnovane razstave Prirodoslovnega muzeja Črne Gore gostujejo v številnih državah, zato smo jih povabili tudi k nam. Razstava bo s svojimi impresivnimi eksponati zagotovo navdušila mlade in odrasle, Kranjčane in turiste. Zahvaljujem se torej vsem iz Prirodoslovnega muzeja Črne Gore za sodelovanje, za obiske, za debate in za postavitev te čudovite razstave. Razstava v morju se zelo lepo povezuje tudi z likovno razstavo Voda, umetnika Skenderja Bajrovića. Gre za dva povsem različna svetova. Likovna razstava seveda sodi v svet umetnosti. Barvita platna in kamnite skulpture nas nagovarjajo z vizualnim jezikom. Voda je tu navdih in simbol, slikar nam jo približa na subtilen način, ki se nas dotakne, kot to lahko stori le dobra umetnost. Gospodu Bajroviću čestitam ob razstavi in se mu zahvaljujem za podporo pri celotnem projektu. Tretja razstava pa govori o ljudeh, o naših sokrajanih, ki imajo korenine v Črni Gori, a so si dom našli v Sloveniji in Kranju. Že od 50 let prejšnjega stoletja tu živi najbolj številčna črnogorska skupnost v Sloveniji. Ljudje se od nekdaj preseljujemo in mešamo med seboj. Prav raznolikost naredi kulturo bogatejšo, bolj živo. Prihajajo nove ideje, pogledi na svet, umetnost, temperament, kulinarika. Priseljenci, ki cenijo svojo kulturo lažje in z večjo samozavestjo sprejemajo novo okolje, novo kulturo. Zato je delovanje društva Izvor, ki je pripravilo razstavo, pomembno za lastno skupnost, pa tudi zato, da se lahko vsi med seboj bolje spoznamo. In današnji večer je namenjen prav temu, spoznavanju in spoštovanju, saj oboje omogoča dobro sobivanje. Hvala vsem članom društva Izvor za pripravo vsebin, fotografij, plesnih točk in kulinarično doživetje, ki nas še čaka. In za konec, ne da bi zares načrtovali, se je izrisala rdeča nit vseh treh razstav, to je voda, ki je na srečo imamo v obeh državah v izobilju. Želimo si, da bi obiskovalci in prebivalci Kranja, zelenega mesta med dvema rekama, odšli z našega mesta z bogato izkušnjo in novo širino. Vsem hvala za sodelovanje, še posebej bi se rada zahvalila tudi častnemu konzulu Črne Gore v Sloveniji in županu in mestni občini Kranj. Želim vam zelo lep poletni večer in čudovito druženje po dogodku. Hvala lepa. Najlepša hvala direktorici Gorenjskega muzeja Jani Babšek za uvodne besede. Današnji večer je zares pravi dokaz, kako lahko muzeji gradijo mostove med državami. In sicer z znanjem, sodelovanjem in skupno skrbjo za naravno dediščino. Zato mi je v posebno veselje, da lahko k besedi povabim direktorico Prirodoslovnega muzeja Črne Gore, ustanove, ki je pripravila osrednjo gostujočo razstavo nocojšnjega večera. Spoštovana gospa dr. Natalija Čadženović, izvolite in prosim velik aplavz. Dame i gospodo, počasni konzule, poštovani župane, uvažena otpravnice poslova Crnogorske ambasade, uvažena direktorice Gorenjskog muzeja, gospođo Jana i drage kolege iz Gorenjskog muzeja, velika mi je čast i zadovoljstvo što danas mogu da vas pozdravim sa ovog predivnog mjesta i što Prirodnjački muzej Crne Gore ima priliku da predstavi svoju matičnu državu
obilježavajući 2 decenije od obnove njene nezavisnosti. Predivni grad Kranj nije slučajno odabran za domaćina ove izložbe. Naše domaćine smo prvi put upoznali na prvom simpozijumu muzeologa koji je upravo Prirodnjački muzej Crne Gore organizovao u našem Petrovcu na moru oktobra prije 2 godine. Već taj prvi susret sa profesorkom Verenom i njenim saradnicima jasno je kazao da smo naišli na kolege sa kojima dijelimo istu viziju i sa kojima možemo lako postaviti čvrste temelje buduće saradnje. Predani tim Gorenskog muzeja, ali brojna crnogorska zajednica koja živi i stvara u Kranju, bili su nam ogroman podsticaj i inspiracija, ali i profesionalna obaveza da Crnu Goru predstavimo na najbolji mogući način. Iskoristili smo ovu prvu i najljepšu priliku, manifestaciju Ljeto crnogorske kulture u Kranju, koja na jedinstven način objedinjuje likovnu umjetnost, istoriju i prirodnjačku muzeologiju. Za temu smo odabrali Jadransko more, našu zajedničku sponu. Gospodari dubina su gospodari i u crnogorskom i u slovenačkom dijelu Jadrana. Kroz ovu izložbu željeli smo da našoj zajednici ovdje, makar na kratko, donesemo dašak morskog vazduha Crnogorske rivijere, a naše slovenačke domaćine i prijatelje pozovemo da nas posjete. Veze i saradnje između Slovenije i Crne Gore imaju dugu tradiciju i nikada nisu prekidane. Sigurna sam da će utisci iskustva koje ćemo ponijeti iz Kranja inspirisati mnoge ljude u Crnoj Gori da saznaju nešto više o Gorenskoj i Kranju, te da i sami postanu gosti ovog prelijepog kraja. Manifestacija Ljeto crnogorske kulture u Kranju suštinski doprinosi boljem upoznavanju i zbližavanju naših naroda. A što se bolje poznajemo, to nam se otvaraju širi putevi saradnje. Iskreno se nadam da ćemo uskoro ponovo naći i u zajedničkom političkom i ekonomskom okviru Europske unije, što će dodatno olakšati ovakve susrete i omogućiti uspostavljanje još dubljih, kompleksnih institucionalnih veza. Izložba Gospodari dubina, koja je premijerno izvedena u Podgorici, privukla je više hiljada posjetilaca, dok se tokom tromjesečnog boravka u Beogradu tražila karta više. Vjerujemo da će i u Kranju učesnici, turisti i mještani u velikom broju krenuti u ovu uzbudljivu avanturu istraživanja jadranskih dubina. Na kraju bih željela da se od srca zahvalim županu mjesne općine Kranj, gospodinu Matjažu Rakovcu, izuzetno gostoprimnoj direktorici Gorenskog muzeja, gospođi Jani Bavšeg, ali isto tako i našoj Vereni Perko, bez čije energije i posvećenosti ova saradnja ne bi bila moguća. Želim da se zahvalim našem autoru, magistru Stefanu Raleviću, koji je napravio i imao ideju za jednu ovako sjajnu izložbu, i svim našim zaposlenim iz muzeja koji su svih ovih dana vrijedno radili da biste vi večeras, da bismo svi mi mogli da uživamo u tako jednoj divnoj izložbi. Hvala naravno i vama, dragi gosti, što ste svojim prisustvom uveličali otvaranje ove manifestacije. Nadam se da će ovo biti samo početak jedne sadržajne, lijepe i dugogodišnje saradnje između naših institucija. Hvala vam još jednom. Doktorica Natalija Čađenović, direktorica Prirodoslovnega muzeja Črne Gore, hvala najlepša. Iz naravoslovja pa zdaj stopamo v svet umetnosti. Če nam bo prva razstava razkrila življenje pod morsko gladino, nas druga vabi, da vodo doživimo skozi umetnikov pogled. Kot vir življenja, kot spomin ali kot navdih. O razstavi Voda, njenem nastajanju in zgodbi, ki jo pripoveduje, bosta spregovorila njen avtor, akademski slikar Skender Bajrović ter kustos razstave Mario Verdić Kodela. Prosim, da jo pozdravimo z aplavzom.
Spoštovane gospe in gospodje, dragi vsi, zares mi je v veliko čast, da lahko spregovoriva nekaj besed z profesorjem Bajrovićem in ne samo o njegovi razstavi, ampak morda bi na začetku izpostavil njegovo pomembno vlogo kot likovnega pedagoga. Kot pozitivna osebnost, kot izreden likovni umetnik je znal priobčiti svoje znanje množici učencev, dijakov, vseh oseb, ki so šle skozi njegove čudovite umetniške roke, ki jih je vzgajal v likovni umetnosti, vendar ne tako, da bi vzgajal svoje klone, marveč jim je dopuščal ustvarjalno svobodo. In to mislim, da je največ, kar lahko en profesor likovne umetnosti da svojim učencem in dijakom in nasplošno vsem, ki jih poučuje. Današnja razstava, kot smo že večkrat slišali, je v znamenju vode. Profesor Bajrović, kot veste, je bil rojen v gorah, ki so prepletene z številnimi rekami. In ko je prišel v Slovenijo, je takoj začutil to sorodnost, pa ne samo geografsko. Zanimivo je, da je odkril tudi kar nekaj rastlin, ki se pojavljajo samo v Črni gori in samo v Sloveniji, kot da tistih mestnih teritorijev ni. Skratka, gre za neko resnično globjo povezavo med Slovenijo in Črno goro. In profesor Bajrović je znal to na nek način tudi izraziti v likovni umetnosti. Že kakšnih 20 let se ukvarja z motiviko vode, ki pa ima dosti širšo tematsko vsebino in tudi simboliko. V njegovih vodah ni enega statičnega likovnega objekta. Vse teče, vse brizga, vse kipi. To je voda, ki je nekako ekspresivno doživljena, ampak hkrati pa tudi kot sad impresij, ki jih doživlja profesor Bajrović ob soočenju z vodo. No in zdaj vprašanje. Profesor Bajrović, vaše vode so dejansko izraz vaše duše, pa tudi izraz nekega globjega doživljanja narave. Kako ste se usmerili v teh zadnjih 20 letih izključno ali skoraj izključno na ta motiv in to tematiko? Najlepša hvala. Tako lepo slišati od gospoda Marija te besede, ostanem brez teksta in vas lepo pozdravljam. Vaša kritika je zame ena taka močna, tako ste se ti dotiki so in narave, zdaj tudi na področju in rož in vsega skupaj. Lepo vprašanje, ampak to vprašanje je pa tako močno, da začnemo od rojstva, od otroštva. Rojen sem v Gusinju, ob reki Bistričici, ki še zdaj slišim ta zvok te vode, ki je. To se pravi, na našem Gusinju je 7 rek. To je zelo tako izjemno. In me je ta pot, točno je zdaj 50 let, da sem v Ljubljani, v Sloveniji, in me je ta pot pripeljala v eno čudovito deželo, kateri sem neskončno hvaležen za vse, kar sem dobil tukaj. V bistvu sem spoznal to naravo. In ta narava, voda, tako kot ste rekel, pred 20 leti se je rodila v Trenti, v Soče, tista, ki je
ki je v bistvu dala to mojo idejo, da grem v to vodo. Ta voda ni več tisto prepoznavna, ampak tako, kot ste rekel, to je v bistvu nekaj, kar čuti. Ta voda, vse vode, zdaj ravno kar smo tukaj, te vode tečejo, povezujejo, to so mostovi vseh naših lepih dežel in v bistvu ta voda Soče je naredila je to idejo, rodila in 2006. leta v zahvalo tej ideji, jaz sem v Trenitarskem muzeju na sliko 10 metrov krat 2 metra, katera je zdaj na katalogu in to je zahvala reki Soči. Reka Soča je podobno kot naša reka v Črni Gori Tara in te reke so toliko močne, toliko so lepe, da v bistvu mislim do konca življenja, da bom obstal ob tej temi voda in če bi še enkrat imel življenje, bi pa na to temo voda narave bi ustvarjal. Hvala lepa. Vaša 10-metrska slika Soča, to je resnično treba videti. Mislim, da noben umetnik ni dal takšnega omaža kakšni reki, govorim seveda o likovnem umetniku, kot ste to vi storili. Gre resnično za, to ni poliptih, to je kontinuirano likovno dogajanje od roba do roba, tako neverjetno nabito z likovnimi objekti, barvno, kontrastno, simbolično, skratka resnična mojstrovina, ki ji mislim, da ni para. Tako da poleg vsega, kar ste ustvarili in poleg vašega likovno-pedagoškega dela, je tudi vaše življenje izjemno. In to, kar me je pa še dodatno nekako presunilo, dobesedno, ko sem bil na obisku v vašem ateljeju, vaše kamenite skulpture, ki so dejansko, kot da bi jih ne človek klesal, ampak kot da bi jih voda izklesala. In še nekaj, v teh vaših skulpturah, 3 imamo tudi na razstavi, človeku postane jasno, da je voda sakralni element. In tudi zaradi tega, ker tako doživljate vodo, vam iskreno čestitam in želim še veliko ustvarjalnega uspeha, vam pa obilo užitka, ko boste stopili v galerijo in si ogledali sami vse te čudovite slike, upodobitve vode, pa ne pogledati in iti naprej, ampak se ustavite in se poglobite in uživajte. Hvala lepa za vašo pozornost in hvala lepa profesorju Bajroviću. Hvala. Jaz se zahvaljujem dragemu likovnemu kritiku, prijatelju Marju, najlepša hvala za te vse besede. Če dovolite, jaz bi povedal o teh 3 skulpturah, jaz nisem kipar, jaz sem slikarane, ampak imel sem to srečo na Dolenjsko, ker je Dolenjska tudi moja, da sem član ene družine, družine, to se pravi skulpte in do zdaj imam enih 6-7 skulptur. Normalno, jaz sem iskal v kamnu vodo. Zakaj pa skulpture? Zaradi tega, ker prihajam iz Črne Gore, ker je kamen. In tako moje življenje na Cetinju je bilo otroštvo in tam je kamna okrog in v kamnu vidiš ogromno stvari. Ampak rad bi pa samo, da bi rad povedal za vse 3. Ena je v bistvu skulptura, ki ima eno manjšo lužico. Ta lužica predstavlja v bistvu en zrcalo neba. Škoda je, da zdaj nimamo toliko časa. Kot otrok
smo imeli ena solila za ovce, krave v gozdu, v plašarije, in ko je dež padel tiste lužice, to so bili taki čudoviti odsevi, nebeški odsevi. Druga skulptura je posvečena vodi in posvečena Janezu Trdini in vodi in njegovimi pripovedi, ampak tretja skulptura se pa nahaja, ker osebno imam srečo, da sem v tej mestni hiši. Gre za eno čudovito delo, to je ob 200-letnici rojstva Julije Primičeve, smo imeli v Novem mestu razstavo na to temo, ne, in moja skulptura govori v bistvu samo en vers od Prešerna. To je tretja skulptura. Se zahvaljujem. Zdaj pa samo, če se lahko še zahvalim, spoštovani župan Matjaž Rakovec, jaz lahko rečem, da sem 22. leta dobil, v naše društvo rojakov je dobilo največjo slovensko nagrado, to je Prešernova plaketa, in takrat sem jaz izrazil željo, da bi rad imel razstavo v Kranju. In jaz se vam zahvaljujem se našemu konzulu, gospodu, počasnem konzulu, gospodu Vojislavu Kovaču. Zahvaljujem se pa tudi, da je med nami je odpravnica naše ambasade Črne Gore. Zahvaljujem se pa izjemnim krasnim direktoricam, to se pravi Jani Vapšek, s katero sva najprej imela razstavo, ampak pol se pa rodila ta ideja, to poletje črnogorske kulture, na katero sem osebno ponosen. Vas pa tako iz lepega spoštovanja, gospa, in da ste dobrodošli pri nas, dr. Natalija Čadževič, ne? In vsi tisti, kateri ste prišli, posebej pa vidim veliko mojih prijateljev naših, ki so prišli iz Novega mesta in tako, in se vam zahvaljujem za ta vaš obisk na tako lepem dogodku. Hvala tudi vnaprej izjemni pianistki Simoni Džonlič in potem pa še naši vnukinji Lili Mili Petek. Hvala za vse in od srca. Ja, še enkrat najlepša hvala tako za čudovito predstavitev razstave strani kustosa Marija Berdiča Kodele, kot tudi za vse te čudovite besede in za takšno plemenito pobudo, da lahko govorimo o poletju črnogorske kulture v Kranju. Seveda hvala avtorju razstave, akademskemu slikarju Skenderju Bajroviću. Še en aplavz. Narava in umetnost sta nas nocoj že povezali. Zdaj pa bomo stopili še v svet besede. Vsak narod svojo zgodbo pripoveduje namreč tudi skozi poezijo. V njej ostajajo spomini, vrednote in misli, ki preživijo čas ter še danes nagovarjajo nove generacije. Prav zato bomo prisluhnili verzom dveh pesniških velikanov. Tako kot je napovedal že slikar Skender Bajrović Franceta Prešerna in nato še Petra II. Petroviča Njegoša. Pesnika sta vsak v svojem jeziku in skoraj istočasno ustvarila dela, ki so v stoletjih postala brezčasna. France Prešeren, odlomek Zdravljice. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. Da kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase zdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Petar II. Petrovič Njegoš, Gorski vijenac. Bez muke se pjesma ne ispoja.
Bez muke se sablja ne sakova. Junaštvo je car zla svakojega, a i piće najslađe duševno, kojem se pjane pokoljenja. Blago tome kod ovijek živi, imao se rašta i roditi. Vježna zublja vječne pomrčine nit dogori, niti svjetlost gubi. A ja što ću? Ali sa kime ću? Malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni, bez nigdje nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja. Nada mnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća ni molitve, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Besede so nas za trenutek popeljale v svet poezije. Zdaj pa jim bo odgovorila glasba, in to brez razlage, brez prevoda, ampak z enako močjo. In sicer bomo prisluhnili pianistki, ki nam bo izvedla Chopinovo etido, ki pogosto rečejo oceanska. Namreč danes smo v znamenju vode. Lepo prosim za velik aplavz pianistki Simoni Đonlić. Še enkrat najlepša hvala pianistki Simoni Đonlić. Umetnost pogosto presega čas in se prenaša iz roda v rod. Nocoj bomo temu priča tudi sami. Nekaj o tem smo že slišali prej v Skenderjevem nagovoru, ampak ob razstavi svojega dedka, umetnika Skenderja Bajrovića, je poseben nastop pripravila tudi njegova vnukinja Lila Petek. Prosim, da Lilo pozdravimo z velikim, velikim aplavzom.
Bravo, Lila, bravo. Za tisti, ki ste že prepoznali, seveda veste, da je tudi Lila razmišljala o tematiki vode, zato nam je zaigrala pesmi Potoček in Dijanina fontana. Hvala Lili Petek za glasbeni nastop. V ritmu korakov, melodij in tradicionalnih noš se prenašajo zgodbe rodov, ki so se stoletja zapisovale v skupni spomin ljudi. To je dediščina, ki ne živi le v muzejih, temveč tudi v srcih tistih, ki jo z ljubeznijo ohranjajo in predajajo naprej. Folklorna skupina Društva rojakov iz Plava in Gusinja Izvor pod vodstvom Aldena Gutiča že od ustanovitve društva ohranja bogato kulturno dediščino svojega kraja. S tradicionalnimi pesmimi in plesi jo uspešno predstavlja na odrih doma in v tujini ter jo prenaša na mlajše generacije. Pozdravimo folklorno skupino Društva rojakov iz Plava in Gusinja Izvor, ki se bodo predstavili s plesoma Halaturka in Šota.
Najlepša hvala za ta čudovit nastop folklorni skupini Društva rojakov iz Plava in Gosinja Izvor. Hvala za tole popestritev današnjega dogodka. In večer, posvečen Črni gori, je tudi večer prijateljstva. Prijateljstvo pa je najlepše takrat, ko se kulture ne le srečajo, temveč tudi drugo obogatijo. Zdaj bo črnogorske ritme zamenjala slovenska ljudska dediščina. Gorenjski plesi so znani po svoji živahnosti in poskočnosti, ki odsevata ritem življenja v alpski pokrajini. S plesom, glasbo in značilno oblačilno podobo nam bo folklorna skupina Sava Kranj pod vodstvom Tomaža Gantarja pričarala vzdušje Gorenjske, kot so jo živeli naši predniki pred več kot stoletjem. Velik aplavz za nastop folklorne skupine Sava.
Še enkrat najlepša hvala folklorni skupini Sava za tale nastop. Ja, spoštovane gostje, spoštovani prijatelji kulture, današnji dogodek nas je popeljal skozi morje in gore, skozi podobe, besede, zvok in ples. Vsaka razstava bo dodala svoj košček v skupno zgodbo, ki smo jo nocoj skupaj soustvarili. In prihajamo do trenutka, ko se ta zgodba simbolno odpre tudi v prostoru za ljudi, v ogled, v doživljanje. K besedi vabim župana mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca, ki bo razstave tudi uradno odprl. Aplavz, prosim. Lep dober večer, spoštovani častni konzul Črne Gore Vojislav Kovač, spoštovana direktorica Prirodoslovnega muzeja Črne Gore, doktorica Natalija Čadženovič, spoštovana odpravnica poslov veleposlaništva Črne Gore, gospa Sanja Radulovič, direktorica Gorenjskega muzeja Jana Babšek, spoštovani, ravno odšel naš France Prešeren, ki nas je tamle nadziral, tako če ga niste videli. In seveda, spoštovani vsi gostje, dobrodošli tukaj v Kranju. Kot vidite, Kranj je eno živahno, prijetno mestece, prijaznih, sposobnih, predvsem pa dobrih ljudi. In vsak od nas ima svoj značaj, svojo zgodbo, svoje korenine, ki jih konec koncev povezujemo v tole prijetno skupnost. In mene prav veseli, da danes tukaj spremljamo nastop oziroma razstavo črnogorske skupnosti, ne samo tukaj v Kranju, ampak v Sloveniji. Črnogorske skupnosti, ki nekako neguje svojo tradicijo, ki ohranja svoje korenine, predvsem pa povezuje generacije, ki so prišle živeti tukaj k nam v Kranj. In se to nas kot družbo bogati, kot smo že slišali v teh nemirnih časih, je to izredno pomembno, da se imamo radi, da se drug druga spoštujemo, predvsem pa, da sprejemamo drug drugega. In današnja razstava
poletje črnogorske kulture v Kranju je prav gotovo tista, ki nas na ta način povezuje, ki nam daje možnost, da črnogorsko skupnost tukaj v Kranju še bolje spoznamo, da jo nekako vzamemo za svojo, predvsem pa, da nam približajo svojo lepo Črnogoro. Zato iskrene čestitke vsem tistim, ki ste to razstavo in to prireditev pripravili. Zahvalil bi se mojemu prijatelju, profesorju Skenderju, ki je prejšnjo leto jeseni prišel do mene s to prelepo idejo in ki sta jo skupaj z našo direktorico Jano še nadgradila. Tako da iskrena zahvala obema. Mislim, da smo lahko izredno ponosni na to, da danes v Kranjčani uživamo v prireditvi, ki približuje skupaj dva naroda. Hvala lepa še enkrat, s tem je uradno razstava tudi odprta. Seveda, dobrodošli v galerijo Prešernovih nagrajencev. Skratka, imejmo lep večer in hvala vsem za to prekrasno prireditev. Hvala lepa. Najlepša hvala Matjažu Rakovcu, županu mestne občine Kranj. Nocoj smo res prehodili skupaj pot skozi naravo, umetnost in kulturno dediščino Črne Gore. A čeprav so bile zgodbe različne, od morskih globin do gorskih vrhov, od slike do besede in plesa, jih ves čas povezuje ista nit. In to je nit povezanosti, nit spoštovanja do narave, nit človeške bližine, ki presega meje, jezike in razdalje. In morda je prav to največja moč kulture, da nas spomni, da svet ni razdeljen prostor, temveč skupen prostor doživljanja. Naj poletje črnogorske kulture v Kranju ostane v spominu kot večer, ko smo se za trenutek srečali nekoliko drugače. Bolj odprto, bolj pozorno, bolj povezano. In naj nas ti občutki spremljajo tudi potem, ko se razidemo. Preden si ogledamo razstave in se podružimo, naj vam zaupam še, da je za pogostitev poskrbelo Društvo rojakov iz Plava in Gusinja Izvor, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Najlepša hvala za pozornost, želimo vam prijeten večer in navdihujoč ogled razstav.